Gospod France Pibernik, za bogat prispevek pri ohranjanju slovenskega jezika in literature in za obsežno literarno ustvarjanje. Naziv častni občan letos podeljujemo pesniku, esejistu in slovstvenemu zgodovinarju profesorju Francetu Piberniku. Izhodišče njegovega literarnega ustvarjanja je poezija. V 7 pesniških zbirkah sledimo njegovemu notranjemu doživljanju, zlasti njegovi zasidranosti v domači pokrajini, v kateri je odkrival njeno prvinskost in hkrati vso starožitnost kmečkega okolja, iz katerega je izšel. Odzival pa se je tudi na svoj čas in skušal odkrivati duhovne razsežnosti sveta. Več kot 10 njegovih obsežnih strokovnih del sodi na področje slovstvene zgodovine. Zanimajo ga tradicija, modernizem in avantgarda. Dela z tega področja prinašajo korespondenco s pomembnimi pesniki in pripovedniki, prav tako pa posega tudi na področje dramatike. Izjemno področje Pibernikovega znanstvenega raziskovanja je iz ideoloških razlogov zamolčano slovensko literarno ustvarjanje v povojnem času v Argentini in drugod zunaj matične domovine. Danes lahko trdimo, da je profesor France Pibernik eden najvidnejših literarnih ustvarjalcev in poznavalcev v slovenskem prostoru. V bogatem literarnem ustvarjanju je 3 svojih del posvetil Kranju. Kranj leta 1993, Kranj mesto na pomolu leta 2000 in Kranjska knjiga pesmi, zgodbe in pričevanja iz leta 2008. Aktivno je sodeloval pri izdajah kranjskih zbornikov in pri izdaji edicije Prešernova pot v svet, zbirke Prešernovih poezij, prevedenih v 8 svetovnih jezikov. Profesor France Pibernik je s svojim prosvetnim delom na gimnaziji v Kranju mnogim generacijam dijakov prikazal vso lepoto slovenskega jezika in pomembnost slovenske literature za ohranjanje slovenskega naroda. Svojim raziskovalnim delom nam je približal zamolčane slovenske pesnike, svojim povezovalnim delom z zamejskimi Slovenci pa razširil slovenski kulturni prostor. S podelitvijo naziva častni občan Mestne občine Kranj se mu želimo zahvaliti za vso njegovo literarno ustvarjalnost in ga prosimo, da svoje bogato literarno zgodovinsko znanje še naprej prenaša na nas in na naše potomce. V svojem dolgoletnem literarnem ustvarjanju sem imel to priložnost, da sem se lahko ukvarjal z duhovnimi velikani slovenske literature. To raziskovalstvo daje izredno veliko duhovne veličine in pa predvsem zavest, da opravljaš pomembno literarno kulturno delo, se pravi nekaj, kar ostane v zavesti slovenske kulture sploh.